Ampak to novinarstvo me zanima, ne? Zakaj ste se odločili za v prejšnji dobi ali pa prejšnji karieri, ne vem, kako bi rekel, za novinarski poklic, pa zakaj ste šli stran od tega? Zame je še vedno eden najlepših poklicev na svetu in vedno rečem, da mogoče pa bom, ko bom se enkrat upokojila, ali pa se ne bom nikoli upokojila, ampak mogoče bom pa proti recimo zadnjemu delu mojega življenja pa spet novinarka. V gimnaziji sem redno poslušala Koroški radio, lokalno radijsko postajo, in potem sem, ker mi je bil tako zelo všečen, radio se mi zdi fenomenalen medij zaradi tega, ker je najhitrejši in ne potrebujete pisati, ne potrebujete kamere, skratka, potrebujete samo mikrofon ali telefon, v katerega govorite in že lahko naredite. In frekvenco. Ja, in frekvenco in že lahko naredite, ali pa danes lahko ne transmitirate po drugih kanalih. Takrat seveda tega še ni bilo. In potem sem delala raziskovalno nalogo, koliko na koroškem radiju uporabljajo koroščino, koroški dialekt. In sem bila večkrat tam in me je tako potegnilo, tako da sem tisto sekundo, jaz točno se še spomnim dneva, sem rekla, jaz bom novinarka. Takrat je ravno računalništvo postalo zelo popularno. A je to bilo v 80-ih? Ja, to je bilo 84 let, sem jo skončala gimnazijo, pomeni tam 82, 83. In vsi so želeli, ker sem bila odlična učenka, da bi šla študirati računalništvo. Jaz sem rekla, ne, jaz bom novinarka. In se mi je zdelo fenomenalno, kako lahko nekdo s svojo besedo, pojavo, tak, kakršen je, vpliva na ljudi. Takrat so novinarji imeli še malo drugačen status, kot ga imajo danes v smislu ugledne osebnosti, verjeli smo jim. To je bil eden od faktorjev, drugi je bil pa ta, da sem že od nekdaj marala zunanjo politiko in so mi bili recimo Uroš Lipušček, Jurij Gustinčič, staroste našega zunanje političnega novinarja z televizije, wow, mislim, koliko ti ljudje vejo, pa lahko potujejo okoli po svetu. Tako da to je bil glavni razlog, zakaj sem se odločila za študij novinarstva in potem tudi začela delati kot novinarka. Zakaj sem pa potem odšla ven iz tega, je pa verjetno ena mojih edinih, če ne edina travma še iz otroštva, če bi morala zdaj se secirati po freudovsko za nazaj. Ko sem namreč šla iz novinarstva v politiko in bila direktorica urada za informiranje konec 90-ih let, sem potem, ko sem odstopila, se želela vrniti na televizijo, kjer mi je status miroval v zunanje politično redakcijo, ampak so mi rekli, da sem preveč politično okužena ali umazana in so me želeli dati v oddelek za izterjavo naročnin. A lahko to malo opišete, kako ste bili politično okuženi? Ko sem delala v vladi, kot direktorica urada za informiranje, je to funkcija, na katero si imenovan. In prevladalo je mnenje, da če enkrat delaš v politiki, ne moreš biti več kredibilen, verodostojen v poklicu, ki si ga prej opravljal. To možno je, ni pa nujno. Meni se je zdela velika diskriminacija. Takrat nisem bila v nobeni politični stranki in ravno to je bil recimo nek način spor, ki sva ga imela s takratnim predsednikom vlade Drnovškom, ker je želel, da bi se več strankarsko angažirala, jaz pa videla mojo funkcijo kot strokovno. Pomeni, da sem zaradi tega odstopila in potem me pa še moj nekdanji delodajalec kaznuje in pravi, zato ker si delala v politiki, ne boš mogla več objektivno delati. Danes je teh prehodov politika, novinarstvo bistveno več. In jaz vedno pravim, odvisno je od človeka samega, kako potem to svoje delo opravlja, ampak jaz sem bila izjemno razočarana takrat, ker se nisem mogla vrniti v novinarstvo. Po drugi strani pa so se mi potem druga vrata odpirala. Ampak sej novinarji, sploh danes, ali pa različne medijske hiše, so malo politično obarvane. Ne zdaj znotraj posamezne države, ampak na tem spektru levih in desnih ali pa konzervativnih, liberalnih. To je v bistvu, vsaj odkar jaz spomnim, nekaj normalnega bilo.
čeprav mislim, da ni dobro. Se pravi, novinar bi res mogel biti nek nepristranski opazovalec realnosti in potem komunicira to realnosti. In včasih je to ena stran, ki ima mogoče v tej realnosti prav, včasih je to druga, ne. Ampak ja, imamo v bistvu medijske hiše, ki vemo, lahko ugibamo, ko se nekaj zgodi, na katero stran bojo šle, ne. In to ni dobro, oziroma ne vidim, da je to. Zelo zanimivo ste prej rekli, ne? To je v bistvu se mi je zdelo nekaj normalnega, ne? Da je tako razdeljeno. Ko sem jaz začela kariero kot novinarka, tega ni bilo. Bilo je tudi bistveno manj medijev in ni bilo družbenih medijev in tako naprej. Ampak zame obstaja eno in edino pravilo je, ali je novinarstvo profesionalno ali neprofesionalno. Ampak se je recimo začelo že v bistvu. In mislim, da niti niso bili krivi sami politiki. Na televiziji, kjer sem delala, je bilo eno obdobje, so imeli direktorja, ki je zahteval uravnotežen čas za koalicijo in opozicijo, na primer. In so dali potem tudi v pravilnik. Če je danes gost na televiziji predsednik vlade, mora jutri, skratka v kasnejšem času, enako količino časa dobiti na razpolago tudi opozicija. Ampak to je RTV, verjetno. Ja. Ampak je zgrešeno. Zakaj? Ker kaj je za novinarje zanimivo? To, da je nekdo predsednik vlade, je verjetno za vas bolj zanimivo kot nekdo, ki je šef ene male politične stranke. Pomeni, verjetno je večji interes medijev, da imajo pri sebi čim večkrat predsednika vlade. In ko so začeli to uravnoteževati na način enake količine časa, se mi zdi, da so v medijski hiši, v RTV-ju samem že položili temelje za to, kdo bo koliko imel. Potem poznamo iz tistega obdobja tudi znane primere, ko je nekdanji predsednik vlade Janez Janša že skrbno dal beležiti, koliko sekund je določena stranka imela na razpolago. Poglejte, koliko sekund ima kdo na razpolago, je odvisno od tega, kako zanimiva je tema. Ne na kateri poziciji je nekdo. To je en razlog. Se je pa potem seveda tudi zgodilo, da mi že od nekdaj vemo, se veste, za medije pravimo, da ste četrta sila. Četrta sila v smislu zakonodajna, izvršilna, pravosodna veja oblasti in pa četrta veja. Kot na nek način pes čuvaj, kaj delajo vsi ostali. Pomeni izjemna moč, ki jo imajo po eni strani mediji in na drugi strani seveda tudi odgovornost. Zakaj? Jaz sem izjemno velik zagovornik javnopravne radiotelevizije, zaradi tega, ker ima eno posebno poslanstvo. Jaz ne pričakujem recimo od zasebnih medijev, da bodo predvajali gledališke igre, klasične koncerte. Ja, pa kulturne, ja. Tako, ali recimo RTV Slovenija ni samo program, ki ga vidimo ali slišimo, ampak so tudi pevski zbori, je jazz orkester, big band, je produkcija in tako naprej. Pomeni, da ima eno čisto posebno poslanstvo. Poleg tega ne pa pravijo, da ni demokracije brez medijev. Danes se to malo relativizira. Ko je ta teza prišla ven v povojnem času, je pomenilo, na eni strani imamo vlado, vladne institucije, na drugi strani državljane. Nemogoče je, da bi vlada neposredno komunicirala z vsemi svojimi državljani, zato potrebuje medij, posrednik, medije, da pride do svojih državljanov. Danes v bistvu ena vlada načeloma ne potrebuje medijev v klasičnem pomenu besede, ker je medij lahko sama. Vi ste tudi medij z vašimi podcasti. Vlada je s svojimi družbenimi omrežji je sama svoj medij. Ker kaj je pomembno? Pa televizijo ima ena stranka celo. Vse lahko imajo. In zato je prišlo do takih premikov na medijski komunikacijski sceni, po moje, kot še nikoli prej v zgodovini. Ko se veste, rekli so, da bo ne vem, kaj bo izumrlo, ko se je televizija pojavila, pa ni časopis umrl, ali pa ko so družbena omrežja, pa zdaj bo to konec televizije.
konca ni, ampak se je pa izjemno spremenila. Jaz ne vem, kdo od mlajše generacije se danes zvečer uleže na kavč in čaka, kdaj se bodo začela poročila. Ja, sej verjetno neka statistika obstaja. Jaz sem bil dosti v marketinških krogih na začetku kariere in smo imeli te raziskave, ne, kje se bojo glasi predvajali, kakšna je demografija. Ne. In ja, že takrat, to je bilo 10 let nazaj, ne, mladi televizije nehali počasi spremljati. Ne. Danes jaz mislim, da je skoraj na nuli, če gledamo nekega 20-letnika, predvidevam. Ne. Če pa svoje vrstnike pogledam, ne, določeni sploh nimajo televizije doma. Ne. Se pravi, jaz sicer imam televizijo, ampak kot aparat, nimam pa kabelske, nimam programov. A ne. In nimam nikoli potrebe, oziroma me ne boli. Kako pa izveste, kaj se v svetu dogaja, kateri je potem vaš glavni kanal, ali je to več kanalov, kateri vam je pomemben, kateri vam je bolj kredibilen? Mislim, zdaj jaz vas sprašujem, ampak... Ne, super. A veste, kako... Ok, lahko je tudi, da nikoga to sploh ne zanima, ne? Ampak vem, da vi niste tak človek. Kako potem odbirate in katerim medijem sledite? Ja, midva smo mogoče v malo drugačnih pozicijah v življenju. Ne? Za vas je verjetno zelo pomembno, da spremljate, kaj se v svetu dogaja, pa v politiki. Mene to zanima, ampak vidim, da ni tako zdravo za mene. A ne? Vam zavidam. Ja, tako da, če manj vem, je da mogoče boljše za moje psihično stanje in imam nek višek energije za ustvarjanje in delanje svojih stvari. Ne?